Živijo, torej moje ime je Margarita in danes bom vam probala približati eno, morda za koga izmed publike bolj abstraktno tematiko. Tema so afazije oziroma motnje notranje govorice. Torej najprej k terminologiji, se pravi govor, kot ste večkrat že slišali v tem tednu ali pa tudi prej, sodi med višje živčne kognitivne funkcije in v bistvu predstavlja za človeka najpomembnejše sredstvo za komunikacijo. V nevrologiji pri govoru torej v bistvu gledamo 6 značilnosti. Sprva ocenjujemo, se pravi, spontani govor, tukaj ocenjujemo, se pravi, kakšna je fluentnost govora, potem kakšna je prozodija govora, to pomeni, ali na podlagi intonacije, s katero oseba govori, razumemo, kakšna je čustvena komponenta tega govora, potem ocenjujemo, ali govor vsebinsko ima smisel, ocenjujemo seveda tudi, če oseba uporablja parafazije ali neologizme, kasneje bom tudi opisala pač, kaj to je. Ocenjujemo nenazadnje tudi, kakšna je slovnična struktura govora in kakšna je artikulacija. Hkrati preko tega ocenjujemo tudi razumevanje govora, na začetku, se pravi, kar pač iz spontane govorice, potem pa osebi naročimo recimo neke najprej enostavne naloge, kot so, ne vem, zaprite oči, pokažite jezik, potem pa gremo k vedno bolj pač kompleksnim zadevam, kot na primer dotaknite se z levo roko vašega nosu in nato mojega prsta, nenazadnje pa potem tudi še bolj kompleksne naloge, kot je recimo, če tiger poje leva, kdo je mrtev. Tudi kasneje bom razložila, zakaj to vse je pač toliko pomembno. Potem gremo, se pravi, na ponavljanje. Sprva, se pravi, enostavne besede, potem pa vedno, se pravi, enostavne stavke, pa potem vedno bolj kompleksne stavke, kot je recimo nobenih ni, če, ampak, kar seveda zdaj morda zveni, kot da nima nobenega smisla, ampak kasneje bom razložila, zakaj je to vse pomembno. Potem gremo na poimenovanje, se pravi, sprva osebi pokažemo neke predmete, s katerimi se pač srečujemo v vsakodnevnem življenju, kot je, ne vem, svinčnik, telefon, kladivo, ki ga pogosto imamo pri roki ali v žepu. Potem pa pokažemo tudi večje predmete, pa naročimo, da pač poimenuje v bistvu dele teh predmetov. Lahko pokažemo tudi slike na telefonu, kot je, ne vem, neke eksotične živali ali pa pač predsednika vlade ali pa neke pač znane osebe. In na koncu seveda pač se lotimo še oceno branja in pisanja, se pravi, vedno še to preverimo. Branje je pač sprva nek enostavni tekst, potem lahko tudi osebi nekaj preberemo, da pač ona oceni, a ne, če razume tekst, pisanje pa recimo, da napiše nek poljubni stavek. Preko vsega tega ovrednotimo, se pravi, kakšna je fonacija govora, kakšna je artikulacija govora in ali oseba lahko producira govor in ali razume ta govor. In v bistvu izguba slednjega, se pravi, če je okrnjeno oziroma oškodovano produkcija in ali razumevanje govora, govorimo o afaziji ali o motnji notranje govorice. Če je primanjkljaj, se pravi, blažji, govorimo o disfaziji, če pa je primanjkljaj popoln, se pravi, da gre za popolno okvaro, pa govorimo o afaziji. Afaziji je pogosto pridružena še motnja branja in pisanja. Motnja branja, se pravi, ji rečemo aleksija, motnja pisanja pa agrafija. Če pa je recimo produkcija in razumevanje govora, pač, če sta te dve značilnosti govora normalni, mi pa vidimo, da oseba ne govori recimo razločno, pa govorimo o motnji artikulacije in temu rečemo dizartrija. In če afazija, se pravi, motnja razumevanja in produkcija govora nastane zaradi možganskih okvar, pri motnji artikulacije pa gre za motnje v mišicah, ki v bistvu sodelujejo pri govoru, se pravi jezik, ustnice, grlo in tako naprej. In te motnje, se pravi dizartrija, motnje artikulacije, prav tako lahko nastanejo zaradi okvare v perifernem ali pa tudi v centralnem živčevju.
Ne nazadnje pa, če oseba normalno producira in razume govor, govorice, se pravi razločna, oblikovanje glasov je normalno, še vedno pa je govorica drugačna, recimo hripava, šepetajoča, govorimo pa o motnji proizvajanja glasu in temu rečemo disfonija. Disfonija ali pač hripavost po domače ste se verjetno že kdaj srečali, ker lahko nastane pri vnetju grla, se pravi zaradi nekih lokalnih bolezenskih vzrokov ali pa lahko nastane ponovno zaradi okvare živčeva, se pravi živčna vlakna, ki oskrbujejo glasilke. Najlažje jo testiramo, da osebi naročimo, se pravi, da pač ponavlja en ist glas. Torej toliko o tem, kaj pač vse ocenjujemo. Potem gremo na zgodovino, ker je tam vedno zanimivo. Recimo v času rimskega in grškega cesarstva so verjeli, da motnje govora izhajajo samo iz jezika in nikakor ne iz možganov. In ker so takrat bile poškodbe glave pač dokaj pogoste, če si oseba poškodovala glavo in potem je dobila motnjo govora, je zdravljenje potekalo z nekimi posebnimi masažami jezika ali pa z grgranjem posebnih napitkov. Ne nazadnje pa bolj pogumni zdravniki so si upali tudi pač opravljati bizarne operacije na jeziku v upanju, da se bo to izboljšalo. Prvi zapis pa v bistvu neke moderne teorije o afaziji izhaja iz leta 1770. Je nemški zdravnik Johann Gesner, ki je v bistvu objavil članek, v katerem je opisal, da je opisal, se pravi, afazijo kot nezmožnost povezovanja slik in abstraktnih idej z verbalnimi simboli. In to je v bistvu poimenoval die Sprache amnezije, moja nemščina je toliko dobra, ampak dobesedno pomeni govorna amnezija. Kasneje je prav tako nemški nevroznanstvenik Franz Josef Gall, ki je znan po v bistvu lokalizaciji višjih živčnih funkcij in veliko naredil na področju nevroanatomije, je pa opisal, se pravi, da obstajajo bolniki, pri katerih se motnja govora pojavi, vendar ostale živčne funkcije, se pravi, ostale kognitivne funkcije, so ohranjene. In je posumil, da verjetno v možganih obstaja neko specifično področje za govor. Na to pa gremo v Francijo. Leta 1825 je francoski nevrolog Jean-Baptiste pa rekel, da to je verjetno v čelnem režnju, se pravi v sprednjem režnju glave, možganov. In malo kasneje je njegov zet, v bistvu Simon Alexander Ernest, prav tako francoski zdravnik, opisal primer, pri katerem je pač človek v neuspešnem poskusu samomora si je odstrelil čelni del lobanje. In je Ernest tekom zdravljenja ugotovil, da če je z loparčkom pritisne na izpostavljen čelni reženj, medtem ko oseba govori, on neha govoriti. In potem, ko je pač pritisk spustil, je potem človek ponovno začel govoriti. Kasneje je francoski nevrolog Paul Broca imel prav tako enega bolnika, poimenoval ga je Ten, ker je pač to bila edina beseda, ki jo je človek lahko izgovoril. In kmalu zatem, ko sta se ona dva spoznala, je Ten umrl, vendar postmortem je Broca potem ugotovil, da je Ten imel spremembo ali pač v nevrologiji pogosto rečemo lezijo v čelnem režnju v levi možganski hemisferi. Potem je on to malo pač gledal in par let kasneje, 2 leti kasneje je objavil članek, v katerem je opisal 8 takih bolnikov, hkrati pa članek, v katerem je opisal bolniki, ki so imeli na drugi strani, se pravi v desni hemisferi, prav tako spremembo v čelnem režnju, ampak niso pa imele motnje govora. In vse to je nekako začelo podpirati to teorijo, da pač govorno področje se nahaja v levi možganski hemisferi. Kasneje so kmalu po drugi svetovni vojni, približno leta 1946, je japonski epileptolog Wada odkril Wada test oziroma izumil Wada test,
In tudi VADA test je podprl to Brockovo teorijo. VADA test je invaziven test, ki se danes uporablja kot predoperativno pripravo, se pravi pripravo pred operacijo pri bolnikih, ki trpijo za epilepsijo, ki je rezistentna na pač vsa možna zdravila in ki imajo substrat za kirurško zdravljenje. Z VADA testom v bistvu mi želimo pokazati, katera hemisfera je pri osebi dominantna za govor in tudi za druge kognitivne funkcije. Pri tem testu, kot sem rekla, je invaziven, se opravi najprej angiografija, gre se preko ene večje žile v dimljah, potem z katetrom preko večjih žilah v trupu do žile na vratu in sicer karotidne arterije, ki, če poenostavimo, prehranjuje sprednji del možganov, kjer se tudi pač nahaja to govorno področje. In v tem delu žile se vbrizga kratko delujoči barbiturat, anestetik, ki deluje približno 10 minut, natrijev amital, in v teh 10 minutah je potem ta hemisfera, se pravi na tej strani, kjer vbrizgamo zdravilo, anestezirana. Učinki so seveda dramatični, ker vemo, da desna hemisfera skrbi za gibljivost leve polovice telesa in obratno, se pravi, če to damo v desni hemisferi, potem nenadoma nastane, temu rečemo hemiplegija, popolna ohromelost, se pravi na nasprotni strani okončin. Hkrati pa testiramo, se pravi v teh 10 minutah testiramo tudi govor, lahko spomin ali pa druge kognitivne funkcije in na ta način ugotovimo, katera hemisfera, se pravi, skrbi za to. Hvala Bogu, kasneje leta 1990 so prišle funkcijske MRI tehnike, ki so prav tako potrdile to teorijo in so seveda neinvazivne. To področje, se pravi v spodnjem delu čelnega režnja, v levi možganski hemisferi se danes imenuje Brockovo polje, o tem smo že slišali. Kasneje pa leta 1874 je pa nemški nevrolog Karl Wernicke opisal par primerov bolnikov, ki so pa imele drugačno motnjo govora in so imele prav tako spremembo v levi možganski hemisferi, vendar v drugem režnju, v senčnem režnju in sicer v bolj zgornjem delu senčnega režnja. In to polje smo sedaj pač, od takrat se je pač poimenovalo Wernickejevo polje. V vseh teh letih, se pravi, ali pa tudi malo kasneje, so se znanstveniki spraševali, kako zdaj ti naši možgani funkcionirajo. Če zdaj smo rekli, da imamo dve področji za govor, ali so to možgani, se pravi, organizirani kot nek skupek specializiranih področji, ali pa gre bolj za neko omrežje. In v bistvu je odgovor, da so možgani oboje. Torej tudi ti specializirani področji za govor pač komunicirajo z ostalimi področji in si bomo kasneje ogledali, kateri. Torej tukaj tukaj sem sama želela ponovno izpostaviti, da jezik, se pravi, govor, se pravi, za njega skrbi, ki kontrolira dominantna leva hemisfera in pri desničnih, se pravi desnoročnih ljudeh, je leva hemisfera dominantna v 95% primerov, pri levičnih pa v 60 do 70% primerov. Se pravi, kar pri približno 93% pač ljudi na svetu je leva hemisfera tista, ki koordinira govor. Zdaj pa, če gremo še na nevroanatomijo, torej možgani so sestavljeni iz levo in desno možgansko pač hemisfero in vsaka hemisfera ima svoj frontalni ali čelni reženj, to, kar vidimo modro, potem parietalni ali temenski reženj, to, kar vidimo rdeče, to, kar vidimo zeleno, je temporalni ali senčni reženj in to, kar vidimo rumeno, je, se pravi, okcipitalni ali zatilni reženj. Tukaj bom, se pravi, prikazala en zelo enostaven model, kaj v bistvu se zgodi v naših možganih pri govoru. In recimo, ta model se imenuje Wernicke-Geschwind model, Geschwind je pa en ameriški nevrolog iz Bostonske univerze. In ta model bo probal odgovoriti na to vprašanje. No, to ni edini model, ki pač je probal to razložiti, vendar je pa tak bolj enostaven. Pomembne, se pravi,
pomembni elementi tega modela so, se pravi, Brokovo področje, ki se nahaja v, se pravi, spodnjem delu čelnega režnja, potem Vernikejevo področje oziroma polje, ki se nahaja v zgornjem delu temporalnega ali senčnega režnja, potem slušna skorja, ki pač bo sprejela pač elemente iz zunanjosti, in potem motorična skorja, ki pa je nekako takole razpršena. Velja si zapomniti, da ta del motorične skorje, ki leži zelo blizu Brokovega polja, pa v bistvu oskrbuje mišice, ki so pomembne za govor, se pravi, kot sem rekla prej, vse, kar kontrolira govor, se pravi mišice grla, usnice, jezik in tako naprej. In zdaj, če recimo mi želimo, pa še ena struktura je, in to je prevodni snopič. Se pravi, v možganski skorji ležijo naše živčne celice, nevroni, in potem nevroni imajo te svoje podaljške, ki potem segajo preko globine, in tukaj vidimo, da pač ti podaljški povezujejo to Vernikejevo polje in Brokovo polje. Temu se reče arkuatni ali prevodni snopič in ni edina povezava med tema dvema poljama, ampak je ena, ki je pač bolj znana in za ta model pač pomembna. Torej, če mi želimo neko besedo ponoviti, najprej slišimo nek zvok. Zvok pride, se pravi, preko pač slušnega živca, potuje pač preko vseh teh pač struktur, kjer je treba, in pride do slušne skorje. V slušni skorji, se pravi, mi ta zvok samo zaznamo. Potem iz slušne skorje gre signal v Vernikejevem polju, kjer ta zvok dobi nek pomen. Se pravi, če nam nekdo reče lokomotiva, pač mi slišimo, pač vemo, kaj to pomeni. Potem pač signal potuje preko tega snopiča, ki sem ga prej pokazala, do pač Brokovem polju in v bistvu potem se ta beseda prevede v nek motorični kod in potem ta motorični kod potuje do motorične skorje in motorična skorja potem pošlje, se pravi, še impulze naprej do pač vseh mišicah, ki pač so pomembne za govor, da mi besedo lahko ponovimo. Pomembno je tudi, da, se pravi, ti dve polji pač niso tako makroskopsko, jih ne moramo ločiti. Tudi pri vsakem izmed nas imajo različne velikosti in naj bi Brokovo polje bilo večje pri ženskah, naj bi se to razlikovalo tudi glede na spol, kar pač ne pomeni, da ženske več blebetajo, ampak da pač več imajo nekega verbalnega pač, da pač v bistvu uporabljajo več besed na dan. Brokovo polje komunicira tudi z pač drugimi deli čelne skorje in te povezave so pomembne za našo sintakso, se pravi za neko planiranje govora, saj vemo, da čelni reženj pač je pomemben za te izvršilne funkcije, se pravi za neko načrtovanje. Vernikejevo polje pa komunicira še z drugimi deli temenske in senčne skorje in tukaj je shranjen pa v bistvu naš leksikon, se pravi, da govor ima čim večji pomen. Komunikacije so tudi med eno in drugo pač hemisfero, preko prečnika komunikacije so tudi z strukturami, ki se nahajajo pod možgansko skorjo in v bistvu to je samo pomembno, da vemo, da v bistvu okvare v katerokoli pač izmed teh struktur lahko pripelje do pač nastanka afazije. Glede na to, zdaj, ki smo povedali, lahko rečemo, da če je okvara, se pravi, v tem Brokovem polju, pač motorični kod se ne bo prenesel do motorične skorje, tudi pač ne bo povezave med Vernikejevim in Brokovim poljem, ki skrbi za ponavljanje te besede in tak govor bo, se pravi, netekoč, zatikajoč, nek mnemonik je kao pač broken boka, ker boka pomeni pač usta v španščini. Govor je tudi tak monoton, brez prozodije, se pravi, ne moremo oceniti glede na to, kar nam oseba pove, ali je jezna, ali je srečna, ali je žalostna. In tudi, se pravi, je pač zmanjšana fluentnost govora. Objektivno fluentnost govora zelo težko ocenjujemo, ampak če obstane neko pravilo, da če je manj kot 5 besed, se pravi v enem stavku in če je več vsebinskih besed, recimo samostalnik je namesto funkcijske besede, se pravi, da je manjše število funkcijskih besed, kot so recimo predlogi, vezniki in tako naprej, pač takrat govorimo o zmanjšani fluentnosti govora. Tak govor se pravi torej telegrafski govor,
temu rečemo, ali pač, oziroma je prisoten agramatizem in aprozodija, kot sem rekla, se pravi, je govor tak, uporabljajo enostavne, pač glagole v enostavnih slovničnih formah, samo samostalniki, brez neke prozodije, se pravi monoton govor in tako naprej. Ponavljanje je prav tako okvarjeno zaradi te motene povezave z vernikjevim poljem. Razumevanje pa rečemo, da je relativno ohranjeno, zato ker spet glede na to, da sami ne morejo producirati kompleksne slovnične stavke, tudi jih ne morejo razumeti. In na ono vprašanje odprej, če tiger poje leva, kdo je mrtev, ti bolniki ponavadi odgovorijo napačno. Žal se svojega deficita pač ti bolniki zavedajo, zato so pogosto depresivni, tesnobni in zafrustrirani. Druga afazija je pa senzorična afazija ali vernikjeva afazija, logično pač okvarjeno je, se pravi, to področje, prav tako tukaj, kot smo rekli, se pravi, zvok pride, vendar ga pač mi ne prevedemo v nek pomen, to pomeni, da razumevanje je tista glavna stvar, kar je okvarjena. Govor je lahko tekoč, vendar lahko tudi celo prekomerno hiter, ker mu rečemo logoreja, po vsebini je pa prazen. Se pravi, karkoli naročimo bolniku, pač tudi enostavna navodila jih ne izpolni in pač pogosti so tudi parafazije, to pomeni, da bolniki zamenjajo besede. Se pravi, če gre recimo, da če je zamenjana beseda vsebinsko še nekako v isti skupini, recimo, če namesto flaša reče kozarec, govorimo o semantični parafaziji, če pa je zamenjana beseda samo zveni podobno kot tista, ki bi jo nameraval pač povedati, govorimo pa o fonemični afaziji, kot je recimo krava pa trava. Prisotne so lahko tudi neologizme, da pač uporabljajo pač njihove novo izmišljene besede. Ponavljanje je prav tako okvarjeno, produkcija govora pa je ohranjena. Ti bolniki se žal svojega deficita zavedajo, temu rečemo anozognozija in ponavadi delujejo zelo zmedeni, tako da pogosto jih zamenjamo tudi za psihiatrične bolnike. Lahko postanejo tudi nestrpni in agresivni, zato ker noben iz okolice jih ne razume. Lahko rečemo, da ko preiskujemo pacienta z motorično afazijo, je pač pacient tisti, ki je zafrustriran, ko pa preiskujemo pač pacienta z senzorično afazijo, pa smo mi zafrustrirani, ker ničesar se ne moremo zmeniti. Potem je pa globalna afazija, ko v bistvu je okvarjeno pač vse. Takrat je okvara na konveksiteti pač dominantne poloble zelo velika in oseba ne govori, se pravi, je motena produkcija govora, razumevanje govora, ponavljanje, oseba ne more brati, ne more pisati. Ena zelo redka afazija je pač prevodna oziroma kondukcijska afazija, ko je pač okvarjen samo tisti prevodni snopič, med dvema poljema, vse ostalo pač je ohranjeno in zato pač je vedno pomembno, da testiramo vse te 6 značilnosti. Potem so še te bolj malo zakomplicirane transkortikalne afazije, ki pa nastanejo, se pravi transkortikalna motorična zaradi okvare na tej strani, kar pomeni, da bo zelo podobna Brokovi afaziji, vendar zato, ker ta povezava ni okvarjena, bo ponavljanje pač ohranjeno. Enako velja za transkortikalno senzorično, ki nastane, se pravi, zaradi okvare v teh povezavah, se pravi podobna Wernickevi, vendar z ohranjenim ponavljanjem. Enako velja potem tudi za mešano transkortikalno afazijo. In zadnja je nominalna afazija, ko je pa okvarjeno samo poimenovanje. To je neka razpredelnica, se pravi, kako jih lahko razdelimo. Potem pa zakaj v bistvu afazije nastanejo. Vzroki so razni. Najpogostejši vzrok je možganska kap, lahko je ishemična, lahko je hemoragična, se pravi, lahko da gre za zaporo žile ali pa za krvavitev. Potem lahko, kot sem že prej malo omenila, zaradi poškodbe glave in možganov, lahko gre za paroksizmalno, se pravi, pač epizodično pojavljanje afazije v sklopu epileptičnega napada ali kot postiktična sprememba, se pravi po epileptičnem napadu. Lahko gre za možganske tumorje, primarni ali sekundarni, se pravi, razraščajo iz celic v živčevju ali pa pač migracija karcinomskih celic iz drugih delih telesa. Lahko gre za vnetje, recimo herpes simplex virus, encefalitis, toksoplazma in tako naprej. Avtoimune bolezni, sicer redko kdaj, vendar še vseeno možno pri multipli sklerozi ali pa tudi v sklopu demenc oziroma kot je Alzheimerjeva bolezen, progresivna neinfluentna afazija in tako naprej.
Zdravimo jih glede na vzrok. Rehabilitacija afazij tudi poteka po nekem svojem vrstnem redu, se pravi, če človek pride z globalno afazijo, potem najprej se popravi do ene motorične afazije, če pride z motorično, se pač potem popravi do nominalne, in če pride samo za nominalno afazijo, je velika verjetnost, da če pravilno zdravimo in pravočasno zdravimo, da pač bo odšel brez deficita. Logopedska obravnava je definitivno ključna. Potem, kot zanimivo, sem zdaj mislila malo interaktivno s publiko, če se vam zdi, da bi si, če imate idejo, no, ali ljudje z afazijo lahko pojejo, recimo, ali bi vam lahko zapeli pesnico za rojstni dan. Ja, odgovor je ja. Kdo ve mogoče zakaj? Ja, točno tako, ja, v bistvu. Ravno zato sem uno tabelco 10 sekund imela gor, kaj je pisalo tam, da pač to izhaja iz drugih delih možganov. Enako velja tudi za kletvice, tako da naj vas to ne preseneti, ali pa molitve. Afazija prizadene ljudi tudi, ki se sporazumevajo z znakovnim jezikom, tukaj je odgovor ja. Afazija pri dvojezičnih ljudeh se pa najprej kaže v jeziku, ki so se ga kasneje naučili in v manjšem obsegu. Torej, zame to ne bo zelo ugodno, prihajam iz Makedonije namreč, ampak no, to je to, skratka, glede mojega predavanja, tako da hvala lepa. Sem bila dolga, ja. Najlepša hvala za to zanimivo predavanje, pa bi mogoče postavil še par vprašanj. Torej, prvo, kako diagnosticirate in zdravite nekoga, ki ni naravni govorec jezika v okolju, kjer se zdravi in jezika ne govori dobro? Naprimer Slovenec v Franciji, če bi ga pač v Franciji zdravili za to. Ja, mislim, da definitivno si pač vsak bolnik zasluži prevajalca, tako da pač tukaj je zelo enostaven odgovor. Ja. Zdaj pa še mogoče, kako pogoste so afazije, kako pogosto jih nevrologi vidite v praksi? To je zelo pogosto, pač recimo na nevrološki urgenci, glede na to, da je kar polovica praktično Slovenije prihaja k nam, se pravi, afazije v sklopu možganske kapi so tako vsaj 5-krat na dan, no. Mislim, tako, kar pogoste. Lahko so v sklopu tudi drugih, a ne, kot sem rekla, pač bolezni, ampak najpogosteje vidimo pač pri možganski kapi. Hvala. Mogoče še eno vprašanje. Zakaj se bolniki z Brokovo in Wernikejevo afazijo razlikujejo v anazognoziji? Mogoče še pojasnite. Aha, zakaj se eni zavedajo, eni se ne. Ja, v bistvu spet glede na pač ta dominanca hemisfere, v bistvu pri Brokovem področju ni teh povezav z področji možganov, ki v bistvu skrbijo za neko zavedanje samega sebe in svojega deficita, no, pač ni teh povezav.